Torej, lep pozdrav še enkrat v imenu Turizma Ljubljana in mojem imenu. Zelo me veseli, da imamo to konferenco na to temo, ki je v bistvu prisotna že dalj časa v industriji srečanj, v turizmu na splošno in sploh zdaj po covidu in vsej tej situaciji, kakršno imamo. Se povečujem. Torej, naj povem, da 9 minut je daleč premalo za tisto, kar bi želel povedati, ampak bom skušal strniti nekako tiste glavne poudarke. Mogoče začel bi s tem, da videli smo odličen primer Gothenburga in z njimi tudi že več let sodelujemo, poznamo njihove ukrepe, zgledujemo se po marsikaterem, imamo pa tudi v Ljubljani ukrepe, po katerih se zgledujejo oni. In mislim, da je ključ ravno to, kar je bilo tudi omenjeno noter, to je GDS indeks, torej Global Sustainability Index, v katerega smo vključeni že več let. In s tem, ko se sam indeks izboljšuje, ko se zvišujejo standardi, mi vsako leto dobimo nove in nove izzive, da se še izboljšujemo. In tukaj bi poudaril pomen povezovanja, pomen komunikacije, pomen izobraževanja in pomen tudi tega, da se zavedamo, da imajo tovrstni ukrepi pomen in seveda posledično tudi mednarodno prepoznavno, še posebej, če omenim certificiranje. Mednarodni certifikati so ključ za primerjanje na mednarodnem nivoju. Torej, v Ljubljani, moram verjetno dvakrat klikniti, da začne, bi mogoče začel z enim videom, se nekaj sliši, če jaz govorim. V Ljubljani imamo nov destinacijski video. Ta destinacijski video je specifičen v vsebini. Dotika se namreč vseh aspektov, na katere smo tako ponosni. Govorimo o lokaciji, o arhitekturi, govorimo o naravnih danostih, o samem ritmu Ljubljane. Vendar pa boste videli s tem video, govorimo o veliko stvareh, govorimo o kulturi, govorimo o trajnosti, govorimo o mobilnosti. Alternativne mobilnosti, ki ima Ljubljana, so recimo zladico po Ljubljani, Cecilije, da bomo čez par let imeli možnost uporabo prometa. Kultura, kulinarika, samo kvaliteta bivanja, tista, Badva se lahko pohvali, da imamo svoje lastne vrtnike, s katerimi smo črpali vire hrane za svoje lastne. Ta lokalna pridelana hrana, ta kvaliteta, ki jo ponudimo in da se Ljubljana tako uspešno, Slovenija tako uspešno pozicionira na globalnem trgu kot destinacija povezana s trajnostjo. Seveda, to, kar smo pogledali, je video, ki je zelo aktualen. Zgodba se začne dosti prej in kot eno glavnih prelomnic v Ljubljani bi omenil Evropsko prestolnico, torej zeleno prestolnico Evrope leta 2016, naziv, ki ga je Ljubljana takrat dobila. Že v pripravi in v kandidaturi za ta naziv, ki je v bistvu za nas zelo pomemben, ker smo edino mesto v tem delu Evrope, ki je dobilo ta naziv, je bila sprejeta vrsta ukrepov. Seveda tiste najbolj očitne poznate, torej zapiranje mesta za promet, zapiranje določenih ulic, ustvarjanje prometa na drugačen način. Izboljšave kvalitete bivanja za mesto so bile izredne že takrat, smo pa tudi na kulinaričnem področju naredili zelo velike korake. Mogoče tisti najprvi začetni korak, ki ga je turizem delal, so bili Okusi Ljubljane. In iz tukaj naprej so se potem tudi navezovale tako imenovane zelene nabavne verige, za katere ste verjetno slišali, ki so že po letu in pol prvega delovanja ustvarili v Ljubljani več kot za 17 ton nakupov lokalno pridelane hrane. Naj ponovim, 17 ton hrane skozi povezovanje med turizmom Ljubljana,
z gostinci, z hotelirji in z lokalnimi pridelovalci hrane. To so koraki, k katerim smo že stremeli torej leta 2016. Od takrat je bilo narejeno zelo veliko. Vsi ste verjetno slišali za razna sodelovanja, s katerimi se Turizem Ljubljana skuša še bolje pozicionirati in ukoreniniti ta pomen kulinarike za samo destinacijo in s katero se res lahko pohvalimo. Torej, projekti kot so Ljubljana Gourmet in ostali kot poslovno izobraževalni dogodek, pa potem seveda Evropski simpozij hrane. Nazadnje smo imeli tukaj Ano Roš, Andreja Petrija in Reneja Redžepija. Potem lahko omenim seveda, da tudi na poslovnem področju delamo zelo veliko na tem, kako zmanjšati učinke dogodkov. To, kar je bilo omenjeno tudi v prejšnjem videu, to je bilo še 9 minut govora, če bi ga imel, pa ga nimam. Naj samo omenim, da ogromno je bilo narejenega. Letos bo potekala že 14. konventa, če se ne motim, in v 14 izvedbah je trajnostni aspekt konvente neprimerno zrastel, se še bolj utrdil in zelo nas je veselilo, ko smo leta 2019 imeli v Ljubljani eno največjih konferenc, 2300 udeleženci, kjer je vsa presežna hrana bila na to podarjena inštitucijam, ki so jo lahko razdelili naprej. Se opravičujem, naprej. Omenil bi Gourmet Cup, enega od dogodkov, ki ga nekateri bolj poznate, nekateri manj. Letos je zopet potekal, zelo nas je veselilo, da smo se srečali v živo in da povezujemo zopet mlade, ki se sedaj pozicionirajo skozi šolski sistem, da imajo priložnost se spoznati z vodilnimi kuharji v destinaciji in gostinci. In seveda en projekt, ki ima prav posebno vrednost za Ljubljano. Video bo za laufa, govorimo o odprti kuhinji. Odprta kuhinja letos poteka že 10. leto. Sodelovanje Turizma Ljubljana z organizatorji seveda še nikoli ni bilo tako močno. Naj samo omenim, da skozi odprto kuhinjo, po delu? Tako. Mogoče bomo prišli minuto čez, se opravičujem. Torej, imeli smo več kot 300 različnih ponudnikov iz vse Slovenije, ki so že nastopili na odprti kuhinji. Do sedaj smo izmerili, da je bilo že več kot v tem letu načrtujemo še dodatnih 34 srečanj in do sedaj je odprto kuhinjo obiskalo več kot 20 000 udeležencev. Pomen odprte kuhinje in da ta dogodek poteka v Ljubljani ni samo na nek način demokratizacija dostopa do kulinaričnih izkušenj, ampak tudi v tem, da imajo dostop do tega, da vidijo, kakšni so trendi v kulinariki, pomen lokalno pridelane hrane in seveda raznolikost ponudbe, da samo krepi to, da postajamo bolj osveščeni uporabniki kulinaričnega produkta, kar se mi zdi, da je zelo pomembno, če želimo ta produkt nadgrajevati in razvijati naprej. Tukaj bi omenil še dve kratki dejstvi. Med nami, mislim, da je samo BB Hotel Park Ljubljana, ki ima svoj lastni čebeljak na strehi. Govorimo o čebelah kot enemu od bistvenih organizmov v naši prehranjevalni verigi. Ljubljana s svojimi zelenimi površinami skrbi za čebele. Verjetno ste opazili tiste napise, pokosili bomo, ko bodo čebele pojedle in podobno. To so te majhni ukrepi, ki ogromno prispevajo k vplivom. In ravno skozi ohranjanje narave, sajenje dreves, predvsem medonosnih rastlin v destinaciji, želimo ukrepiti to kvaliteto bivanja, na katero smo tako ponosni. In naj omenim, imamo že preko 40 pitnikov v Ljubljani, ki poudarjajo, da Ljubljana je glavno mesto z eno najboljših kvalitet pitne vode. Najlepša hvala za vašo pozornost. Super. Hvala. Kakšno žgoče vprašanje? Za eno vprašanje imamo, tako da se hitro angažirajte, dvigajte roko, če koga kaj zanima. Aha, slišim nekaj komentarjev, ampak nobenega vprašanja. Okay. Potem pa se bom jaz vprašala, kako pa bi vi odgovorili prej, kaj so lahko sporočila, ki spreminjajo miselnost. Tako na hitro, v eni minuti, ta čas pa pol že vabim Aleksandra Bohinca, da tudi sem pride in se začnemo organizirati s PowerPointi.
Ena stvar, ki bo sigurno zelo veliko pripomogla k trajnosti dogodkov, pa tudi v sami destinaciji, je evropski zakon, kateremu sedaj sledi tudi slovenska zakonodaja o zmanjševanju uporabe plastike za enkratno uporabo. Moramo pa hkrati se zavedati, da tukaj moramo res stremeti k temu, da izobražujemo ljudi, zakaj spreminjamo določene ustaljene vzorce. Te vzorci niso vedno razlog, da ima neko podjetje, ne vem, manj profita. Naj vam dam zelo grafičen primer. Na Turizmu Ljubljana, če želite naročiti vodnika, ga lahko naročite za največ 25 oseb. Klasična tura je 54 sedežni avtobus, torej 54 ljudi, ki se usuje na ulico. To pomeni, da morate kupiti najeti dva vodnika, če želite prek Turizma Ljubljana speljati vodenje polno zasedenega avtobusa. To je za določene agencije nepojemljivo. Zakaj bi to počeli? Naj vam dam zelo grafičen primer. Če vi 54 ali pa 50 ljudi peljete na katerokoli ulico v starem mestnem jedru, ste to mestno ulico zablokirali. Meščani, ena največjih pritožb po mestu je ravno to, ja, ne morem iti na drugo stran, ne morem se s kolesom peljati, je preveč gneče. S tem, ko prepolovimo to skupino na 25, mi dobimo ulico, ki je prehodna. In s tem ustvarjamo boljše sobivanje med meščani in med obiskovalci in hkrati skrbimo za veliko boljšo izkušnjo med vodnikom, podajanje informacij in tudi samo kvaliteto izkušnje destinacije. Saj nam je cilj, da s tem, ko je zelo dobra izkušnja, ko ljudje odkrijejo, kaj imamo tukaj, ostanejo dlje in pridejo nazaj. Hvala.